Čisto običajna koruza. Tako kot vsako živo bitje je tudi koruza sestavljena iz celic. V njih pa so geni, ki določajo lastnosti koruze, na primer višino bilke in barvo koruznega storža. Znanstveniki genetiki lahko nekatere gene zamenjajo z geni bakterije, ki uničuje koruzne škodljivce. Genetiki tako spremenijo lastnosti koruze. Nastane gensko spremenjena koruza, ki je odporna proti škodljivcem. Pridelovalci takšnih rastlin pravijo: gensko spremenjena koruza je bolj odporna, ni je treba škropiti proti škodljivcem, prilagodimo jo lahko tako, da dobro uspeva v različnih podnebnih razmerah. Njena predelava je zaradi tega cenejša, učinkovitejša, z njo lahko nahranimo več ljudi in se tako borimo proti lakoti na svetu. Mnogi pa temu nasprotujejo in trdijo: strup, ki ga proizvaja gensko spremenjena koruza, ubija tudi živali, ki niso škodljive. Pridelava škodi okolju, saj izpodriva druge rastline in tako ogroža naravno ravnovesje organizmov. Hrana, ki jo pridobimo iz teh rastlin, je nevarna za zdravje. Zagovorniki gensko spremenjenih rastlin v resnici bolj kot za prehrano skrbijo za svoj dobiček. Torej, gensko spremenjeni koruzi so znanstveniki dodali lastnosti, zaradi katerih je bolj odporna proti škodljivcem in je zato zraste več. Njihovi nasprotniki pa trdijo, da uživanje gensko spremenjenih rastlin ni zdravo ter da njihovo gojenje škodi okolju.